za ta nujen uvid zgodovinski vidik vsega tega, o čemu danes govorimo. Preden gremo naprej, bi vendarle izpostavil še eno podrobnost, ki je izredno pomembna. Namreč sam izkop in iznos posmrtnih ostankov iz Krimske jame je bil velikansko delo, izredno težavno, mukotrpno, ki so ga opravili jamarji. Na njihovo posebno željo se ne želijo posebej izpostavljati, ampak vendarle mislim, da preden gremo naprej, si zaslužijo en velik aplavz. Gremo naprej. Z nami je gospa Martina Kocmur, arheologinja in antropologinja, ki je tudi opravila izjemno delo, cele tedne, mesece je trajalo, ko je ta kup kosti, ki se je našel med ostanki med iznešenim materialom iz Krimske jame, previdno analizirala in ugotovila izredno zanimive in pomembne stvari. Gospa Martina, izvolite, predstavite vaše ugotovitve. Lepo zdrav še v mojem imenu. Sam da ne bo nesporazumov, jaz nisem antropologinja, sem samo arheologinja, ampak se ukvarjam z forenzično arheologijo. Na kratko vam bom predstavila moje delo, in sicer kosti so bile prenešene v župnišče tukaj v Begunjah pri Cerknici. Tukaj sem očistila kosti in jih potem, ko so bile suhe, analizirala. In sicer sem določila najprej spol in starost, ter na podlagi tega skušala jih spraviti skupaj. Seveda potem sem gledala tudi na tafonomijo, to se pravi, to je barva kosti, pa sledove, ki včasih puščajo korenine ali pa različne stvari, pa še seveda tudi anomalije in bolezni. Na podlagi tega sem lahko tudi lažje sestavljala okostja. Potem sem seveda vsako okostje posebej še enkrat pregledala, določila bolj natančno, kolikor se da, starost. Potem še, če je kakšna značilnost, taka posebna, pa seveda tiste kosti, ki nisem jih morala opredeliti v nobeno okostje, sem jih posebej fotografirala in dokumentirala. To se pravi, vse skupaj imamo 28 individualiziranih ljudi, 8 žensk, 17 moških, 3 otroci. Večinoma so to mladi ljudje, mladoletnih jih je 9. Starejši od 30 let jih je samo 5, s tem, da nobeden ne presega 50. leta. Potem, če pogledamo način smrti, o tem veliko ne morem povedati, na žalost, zaradi tega, ker jih je zelo malo. Imamo 9 dokaj celih, 7 so zelo fragmentirane, ostali so pa samo fragmenti lobanj in res ne morem točno povedati, kaj se jim je zgodilo. Za 3 osebe pa lahko povem, zaradi tega, ker 2 ste imeli strelno rano na temenici, to se pravi tukaj zadaj, pa še en je imel ubod noža. To se pravi, da ti 3 ljudje so umrli nasilne smrti, vse ostale pa ne morem povedati. Mogoče so nekateri umirali počasi notri v jami, tega ne morem točno vedeti. Drugače pa o ljudeh pa lahko povem to, da imajo zelo razvite kosti, kar pomeni, da so opravljali težaška dela v svojem življenju, to se pravi fizična dela. Večinoma imajo vnete sklepe, kar tudi to kaže na to, da so opravljali fizična dela, zaradi kmečkih dejavnosti, se začnejo sklepi opravljati. Drugače pa v glavnem je to. Ne vem, če je treba še kaj dodati. Gospod, na tej točki mislim, da je to dovolj za začetek. Bo pa nadaljeval gospod Damjan Debel.